Lepo pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Moja današnja gostja, gospa Špela Perc, je diplomirala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in svoje življenje posvetila ozaveščanju zdravega načina življenja. Vodita jo želja po osebni rasti ter želja pomagati ljudem pri doseganju višje kvalitete življenja. Svoje življenje je nehote posvetila gibanju. Z umetnostnim drsanjem, ki je krojilo življenje vse do študija, se je pričela ukvarjati pri njenih 4 letih in je kot članica jugoslovanske mladinske reprezentance zastopala Jugoslavijo v svetovnem prvenstvu v Colorado Springsu. Zaradi poškodbe pa je morala prenehati z drsanjem in presedlala na popolnoma drugačen šport gorsko kolesarjenje, kjer je bila večkratna državna prvakinja in Slovenijo zastopala kar na 3 svetovnih prvenstvih. Sestro Jernejo Perc sta v Sloveniji skupaj orali ledino in bili pionirki tako imenovanih Body and Mind vadb in odprli prvi Pilates center v samem centru Ljubljane. Pilates holistični center. Svoje stranke sta učili ozaveščenega gibanja v povezavi z duhovno rastjo in na slovenski trg uvajali nove zvrsti gibanja. V tem obdobju je Špela skupaj z mladinsko knjigo izdala svojo prvo knjigo Lepota v gibu, izdala 2 DVD-ja s treningi pilatesa in joge ter promovirala zdrav način življenja z mnogimi avtorskimi članki in publikacijami. Pred 7 leti se je svojo družino preselila v Kanado, kjer živi in ustvarja. Svojo blagovno znamko Špela Perc Freedom Within ustvarja poučne vsebine, bloge, na njenem YouTube kanalu tudi video vsebine, ki vodijo v integrativno zdravje in kritično razmišljanje današnje družbe. Svoje znanja trenutno nadgrajuje na Quantum University for Integrative Medicine, kjer je pred letom dni diplomirala in pridobila naziv Bachelor in Holistic Health Science. Trenutno je vpisana v program PhD in nadaljuje študije. Pred letom in pol je postala Biofeedback Quest 4 terapeutka, kjer s pomočjo bioresonance pomaga ljudem pri doseganju boljšega počutja in jih usmerja, kako se spopadati s posledicami dnevnega stresa in sedentarnega načina življenja. V začetku tega leta je v angleščini skupaj z založbo iz British Columbia izdala svojo drugo knjigo, tokrat namenjeno otrokom in staršem, Dylan's Adventure into the Unknown. Pravljica in potovanje fantka Dylana v neznano deluje kot nek duhovni priročnik za naše najmlajše in jih spodbuja k misli, da je v življenju potrebno slediti sanjam in svojemu srcu in živeti v ravnovesju s sabo in vsemogočno naravo. Njena ljubezen je še vedno umetnostno drsanje in svojo športno pot nadaljuje predano kot v mlajših letih. Še vedno aktivno tekmuje v skupini Masters in leta 2020 je dosegla njen največji rezultat, zmaga na Winter World Master Games v Innsbrucku. Umetnostno drsanje, kot pravi, bo vedno del njenega življenja. Njena največja sreča in mir pa ji prinašajo njena družina, sin Zoltan in mož Zelimir in pasja druščina z Muco. Hvaležen sem, da se je odzvala mojemu povabilu gospa Špela Perc.